Bolj pomembno je, da smo v sodelovanju z Mestno občino Maribor nekako se strinjali, da mesto potrebuje nek splav, ki ga na reki Dravi v tem trenutku ali pa v preteklosti ni bilo. To pomeni, vsi splavi, ki trenutno plujejo na reki Dravi, so v bistvu prilagojeni trenutni situaciji, torej so prilagojeni vsem varnostnim standardom, ki morajo biti na reki Dravi. Z tem splavom, ki pa ga vidite tukaj desno, pa v bistvu smo želeli predstaviti splav, tradicionalni splav, kot so pluli pred 100, 200, 300 leti na reki Dravi. Takšnega splava najverjetneje na Dravo ne bi mogli postaviti, lahko pa si ga pogledamo sedaj tukaj na suhem. Gre za muzej na prostem, kjer v bistvu, kot bo to kasneje predstavili tudi celotno zgodbo, obujamo resnično ta zgodovinski pristop k samemu izdelavi splava, izgleda splava in pa na splavu tudi vidite, kaj vse so lahko prevažali z splavi v preteklosti. Ta muzej na prostem bo se prihodnje lahko dobro dopolnjeval tudi z samo splavarsko zgodbo mariborskih splavarjev. To pomeni, da bo lahko se povezalo, bom rekel, predstavitev samega splava na suhem in potem z bodočim pristanom na reki Dravi tudi vse odšlo naprej na Rajžo, na sam splav in potem ogled samega centra mesta.